Je pa tisto občutek, ko se usedeš na rampo in vse začne kričati pač tak, da dejansko ne moreš nič kaj razmišljati in se samo spustiš in to je za skoke dostikrat zelo prav. Pozdravljeni v novem letu in v novem Ljubno podcastu. Današnja gostja z mano, ker so punce začele zmagovito v novo leto, nekdanja svetovna prvakinja Ema Klinec. Pozdravljena. Živijo, Špela. Kot vsakega gosta vprašam, da se najprej nekako predstavi. Kdo je Ema Klinec? Sem smučarska skakalka, živim v Poljanah nad Škofjo Loko, trenutno tudi študentka psihologije na fakulteti Doba. Predtem sem končala tudi živilsko šolo v Naklem in pa uspešno tudi gimnazijsko maturo. Tako da ja, zdaj upam, da končam še študij. Na splošno pa zelo športna oseba in v bistvu v tem najbolj uživam. Torej, šola in šport z roko v roki, kot ponavadi rečejo. Ja, res je, kar drži. Pa začniva v bistvu zdaj pri preteklih dogodkih. Sezono ste lepo začele, tudi lepi rezultati. Sicer na zadnjih tekmah verjetno ne ravno po čisto tvojih željah, pa vseeno, kako bi ocenila dosedanje tekme? V bistvu najbolj sem bila vesela, ker sem čez poletje zelo lepo trenirala. Nekako brez kakšnih težav, fizično sem na super nivoju in v bistvu ja, štart je bil super, v Lillehammerju še malo zadržan, ampak smo potem v bistvu v Engelbergu pokazali, da to, kar smo govorili, da dobro skačemo, da je res držali. Potem nadaljevanje, ja, zdaj mogoče še največ sem pričakovala od velikih skakalnicih na novoletni, se pravi Garmisch pa Oberstdorf. Ampak ja, tam v Garmischu sem se mogoče malo zakršila, nekaj sem imela tudi z brzino težave in pol v bistvu ni šlo čisto po načrtih, filah pa ponovno isto. Je pa res, da sem danes že tudi skakala na treningu in je bilo pol malo lažje, da ni samo tisti ritem, ko vedno in znova hočeš vse narediti popolno, pa pač ni, ampak na splošno res super štart celotne ekipe in eno drugo res vlečemo naprej. Pa vseeno, letos prvič ne novoletna turneja, ampak turneja 2 noči, kot so jo poimenovali. Kakšen je bil občutek tekmovati na enakih skakalnicah, kot jih imajo fantje na novoletni turneji? Sicer ne še v celoti, ampak vseeno nekako se strmi k temu, da boste pa vseeno nastopile po enakem ritmu kot fantje. Ja, to je nek tisti poseben čar, ko pač se mi zdi, da sem že večkrat omenila, ampak bom še tukaj, no, kot otrok sem vedno spremljala in nekako, ko prideš tja in v živo to doživiš, sploh v Garmischu se mi zdi, da je res taka atmosfera, pač olimpijski objekt in jaz sem zelo vesela, da gre vse v tako smer, da nekako skačemo na istih skakalnicah, z lepimi dolžinami, varnimi skoki in ja, razvoj gre v pravo smer in smo v bistvu vse skozi bolj vesele in tudi punce dobivamo vse več zagona za treninge in posledično boljše skoke. Ampak vseeno, mogoče malo grenkega priokusa, glede na to, da v zadnjih 2 letih ste Silvester preživele na Ljubnem, pa se je zdaj to koledarsko malo spremenilo. Koliko ti pomeni nastop doma? Ja, v bistvu zdaj, ko smo bili v Nemčiji, je bilo nekoliko drugače. Sicer še vedno zanimivo, ampak gostoljubje, ki smo ga pa doživeli na Ljubnem, je še vedno tisto najbolj pristno in ko smo pri Prodniku dobili tisto novoletno večerjo, se mi zdi, da bi vse še enkrat podpisali, da bi bilo to ponovno
In ja, v bistvu meni je samo žal, da mogoče niso nekako združili vse skupaj, da bi bila dejansko turneja. Pač zdaj smo imeli 2 tekmi, ki sta štele v seštevek. In bi bilo sigurno bolj zanimivo, pa tudi ja, Dubno je še zmeraj nekako najbolj v naših srcih. Se bomo vrnili k Ljubne malce kasneje. Kot otrok si se ukvarjala kar z velikimi športi, če imam prav v spominu. Res je, ja. V bistvu že preden sem začela smučarske skoke, je nekako najbolj tisto, kar me je zaznamovalo, so bili rolerji. Za 3. rojstni dan sem jih dobila in ja, nisem počakala na jutro, da bi lahko šla ven, ampak sem jih kar tukaj v kuhinji odprla. Mami je bila zelo vesela. Ja, sigurno, po drugi strani pa verjetno tudi ne, no, vse kakšna črta po moje že kar poznala na podu. Potem kasneje, 6 leti, sta me starša pripeljala v žiri, kjer sem tudi že prej šla na kakšen trening z bratom in sestro, ampak so pač rekli, da je bolje, da začnem z vstopom v šolo, da bi bilo pri 5 še malo prehiter. In pa tudi bila sem zelo zagnana florbolistka. V domačih Poljanah je zelo uspešen klub Poljanska banda. Mi smo bili takrat Poljanska bandica in ja, se spomnim, da smo imeli na primer z Ločani zelo take prijetne borbe, no. Vedno smo hoteli biti najboljši in ja, mene je šport zaznamoval že od malih nog in se mi zdi, da sem zelo veliko od tega odnesla. Ampak kaj je bilo tisto? Kaj te je pri smučarskih skokih toliko privabilo, da si potem postavila ostale športe malo na stran in si se odločila, smučarski skoki, to je šport zame? Jaz sigurno je vplivalo to, ker sta bila pred mano že brat in sestra. Vedno imaš nekega vzornika oziroma vzornico pred sabo in jih v bistvu malo ponašaš. Mogoče pa potem tudi to, ker mi je vse skupaj dobro šlo. Pa tudi mislim, da so skoki taki, da so za otroka zelo v redu, ker pač na treningih dejansko ne, da bi sam skakal, ampak se ukvarjaš že na samem treningu z različnimi športi in mislim, da me je to pol še toliko bolj privabilo. Ja, drugače pa potem z nekimi 12 let, no, sem pa že res dobro skakala in sem bila tudi toliko zagnana, da potem, ko so me vabila ali v florbol ali v fuzbal, sem ja rekla, da pač bi rada skakala in da naj to upoštevajo, no, ker tako, ko si otrok, pa si nekaj zaželiš, pa če te nekdo nekam vab, pač vemo, kak je, no, malo nos do tal, pa pač grem jaz raje na trening. Kaj te pa mogoče kot otroka pri treningih smučarskih skokov, mogoče ti bilo najtežje, česa nisi marala? Ja, še čisto takrat, ko me je imel moj prvi trener Miro Pivk, se spomnim, da v bistvu sem imela malo težav s čisto nekimi osnovnimi vajami takrat, okay. Ne vem, mogoče je bil celo hopsanje oziroma ja, se pa tudi spomnim, da sem eno vajo se naučila, pa sem pa drugo kar pozabila in ja, to je bilo malo smešno, glede na to, da sem bila kar dobro koordinirana pa vse skupaj. Potem kasneje pa mislim, da še najbolj kakšna stabilizacija. Včasih tudi stretching, ampak potem, zdaj moram tukaj omeniti, je bila pa zelo striktna sestra Barbara in ja, ona je bila takrat ena izmed, mislim, lahko rečem, kar najbolj gibljiva v klubu in ko sem jaz videla, da pač Barbara dela špage, sem rekla, jaz tudi pač želim to in ja, potem sem bila pri tem zelo pridna in to sem imela kar rada. Zdaj pa ne vem, pa ja, kako bi rekla, kakšne te vadba, ki je krožna, no. Okay. To mi je bilo kar zelo težko, ker je ponavadi bila najbolj naporna. Kaj pa mogoče treningi, ki so izven cone tvojega obdobja?
Ja, dobro, si zdaj to rekla, ker smo spomnila še na intervale. Še pod vodstvom Jerneja Kumara smo zelo veliko delali na štadionu. In ja, takrat se spomnim, da me je enkrat kar precej zabasalo, mogoče sem imela še malo celo težave z nekim dihanjem in mislim, da imam takrat malo respekta pred tem, ampak ja, zdaj za pač vrhunske rezultate sem potem to lepo sprejela in si vedno rečem, da za zmago moram pa še enega več narediti. Kot si omenila, nisi bila edina športnica v družini, oziroma nisi bila niti edina skakalka v družini. Kaj ti to pomenilo? Kako mogoče ste si pomagali med sabo? Kakšna dodana vrednost je bila to v dosedanji tvoji karieri? Ja, jaz sem v bistvu videla šele pol, ko sem ostala sama, v narekovajih seveda, ker še vedno me vsi izjemno podpirajo in stojijo ob strani. Ampak ja, ko je Barbara rekla, da bo zaključila, je bilo predvsem neke praznine, zato ker sem vedno imela eno osebo, ki sem se lahko na njo oprla in v bistvu se počutila domače. Pač priješ v sobo, rečeš, kar želiš, oziroma ja, mislim, da takrat se mi je tudi malo poznal, potem, če kakšna sezona ni šla, bi najraje rekla, jaz bom tudi nehala. Ampak potem, ko so me vsi tudi spodbujali in rekli, da pač je Barbara toliko starejša, da jaz moram še zmeraj vztrajati. Tako da meni se zdi, da je to nekaj najlepšega v športu, no, čistko. Jaz sem zelo hvaležna, da sem imela tako pot. Kako pa reagirajo vsi tvoji? Zelo te podpirajo, ampak kakšno moč ti dajo, ko ti ne gre? Ja, vedno, ko prideš domov, se pač počutiš sprejetega, ker zastopijo, če včasih grem v sobo in pač rabim malo miru. Oziroma, če pridem domov, pa pač že kujke stopam not, kakšna stvar mi gre na živce, ampak pač se ti kaj kdaj nabere in enostavno vejo, da rabiš svoj čas. Bi pa rekla, ja, da ste tukaj tudi pač starša, ki pa nekako sem bila jaz vedno najbolj hvaležna, no, da sta me vedno podpirala, ampak pustila trenerjem prosto pot in sta me tudi nekako tako učila, da pač je trener glavni in moram slediti navodilom. Kdo je tista oseba, kateri prvo stečeš? Barbara, mami, oči? Jaz zdaj zadnje čase mislim, da takole po kakšni tekmi še celo najbolj res Barbara, no, ampak bolj iz tega vidika, ker malo ve, kako jo, če ti kdaj kakšen skok ne uspe. Seveda mami tudi in pa ati. Od vsakega nekaj poberem in sem ponovadi naslednji dan že čisto v redu. Tako da ja, me kar poznajo. Družinska rehabilitacija. Ja, tako ja. Itak. Pa se vrniva zdaj čisto na začetek. Ema Klinec, kot 6-letna deklica, si se začela ukvarjati s smučarskimi skoki. Kaj je takrat bil tvoj cilj? Oziroma, kaj si rekla, jaz bom pa čez, ne vem, 10-15 let pa to in to? Ja, moram reči, da svetovna prvakinja je kar bil. Tudi že kar zgodaj sem si naprintala tisto medaljo in sem jo kar nekaj časa imela v sobi, jo gledala. V bistvu se je pol vse to tudi zgodilo. Jaz sem mnenja, da tisti dan je bilo res vse na mestu, celotno sezono sem skakala, skozi se nekaj izmikala, tam sem pa pač prišla z res posebno energijo. Tudi lahko rečem, da skakalnica v Oberstdorfu, saj manjša, no, je res nekako za mojo tehniko, tudi urit je takrat pihal, vse nekako pripravljeno, poleg tega pa seveda sem naredila 2 super skoka in ja, jaz mislim, da to je bil kar eden izmed največjih ciljev. No, lahko rečem, da v bistvu olimpijske igre sem vedno nekako tako dojemala, mogoče bolj kot
nek res tisti dogodek, ko si vesel, da se ga udeležiš. In ja, se mi zdi, da se je tle tudi potem vse skupaj malo poznali. Pa še olimpijske igre smo v bistvu kasneje dobili in ja, bolj mi je ta svetovno prvenstvo bil nekako ponotranjen. Ja, ravno to sem želela vprašati, če mogoče te olimpijske igre ravno zaradi tega niso bile tako na visokem spisku tvojih želja, ker ja, so prišle toliko kasneje v ženske smučarske skoke. Tako da verjetno, ja, je takrat kot mali deklici bila to svetovno prvenstvo veliko bolj pomembno. Ja, sigurno. Pa tudi v bistvu moja vzornica je bila takrat Sara Hendrickson. Pa je bila mogoče celo, mislim, seveda je bila, no, ampak Sara Takanaši bolj superiorna, ampak tako, neki bolj me je vlekal tja, tudi ja, potem Daniela Raško-Štolc. Ja, vsak ima potem nekoga, ki si ga nekako da v svoje misli, mu mogoče želi biti podoben ali pa saj vzorno, ker je fino, da imaš nekoga pred sabo in k temu strmiš. Tukaj nekje imamo sliko, kjer si stala skupaj na stopničkah in z Danielo Raško-Štolc in Saro Hendrickson. Okay. Kakšni občutki so bili takrat v Zakopanih? Ja, v bistvu takrat je bilo še celo tako, bila je tekma COC pokala. Ja. Mislim pa, da bi mogel biti svetovni pokal, ampak je odpadel. In so dali potem COC, tako da v bistvu konkurenca je bila enaka, kot bi bila na svetovnem pokalu. Tudi samo vzdušje takrat podelitev je bila v izteku fantovske tekme pod veliko Krokjev, ker vemo, koliko je navijačev. In ja, takrat jaz stara 13 let, zdaj ne vem več koliko, ampak mislim, da je bilo 13. To ti ostane, no, nekje globoko v telesu. Ja, glede na to, da imamo tukaj, da je prvih 6 tekmovalk, med njimi ti kot svetovna prvakinja, Sara Hendrickson kot svetovna prvakinja, Daniela Raško-Štolc z olimpijsko medaljo in Colin Metel z olimpijsko medaljo. Bi lahko rekli, da je bila konkurenca kar huda. Ja, sigurno. Ja. Kako pa še se vrniva na začetek? So sprejeli v klubu mogoče fantovski del tekmovalcev? Kako so gledali na te? Je v bistvu odvisno. No. Nekateri starši predvsem se spomnim, no, da so imeli kdaj malo težave, ampak mogoče bolj iz tega vidika, ker punca je malo hitreje dorasla, ne, in v tistih letih smo jih preskakvali in potem mogoče, da ne bi fant bil užaljen, pa mogoče se odločil, da bi nehal, ne, je bilo razumljivo, no, včasih malo čudno. Ampak v bistvu jaz sem bila že tako v vasi, no, zelo velik s fanti, oziroma sem bila edina punca, no, sem bila taka malo klapa, pa malo gavnari. Tako da jaz sem bila te družbe navajeni, se mi pa zdi, da so me tudi fantje zelo lepo sprejeli. Res je bilo lepo, no, jaz nimam kaj zadati za ta leta, ki so bila takrat. Bi rekla, da je lažje delati s fanti včasih. Ja, jaz mislim, da je, no, saj bolj ni drame. Ja, tako je. Osvojila si kar veliko prvih mest na slovenskih pokalih, skupnih seštevkov, veliko medalj iz mladinskih svetovnih prvenstev, kar je pomenilo, da si zelo talentirana, ampak vseeno zraven sodi trdo delo. Kaj bi rekla, da prevaga, a je to sam talent ali vseeno je treba imeti zraven še trdo delo? Ja, talent, jaz mislim, da se najbolj pokaže tam do ene, mislim, zdaj težko rečem, do kjerega leta, ampak jaz bi v bistvu tle izpostavlja spet trenerja Jerneja, ki v bistvu me je takrat zelo lepo vodil, no, tudi sami treningi so bili za tiste čase na nivoju, marsikakšen klub mogoče ni imel urejene kondicijske priprave. Mi smo imeli tudi
se spomnim, no, ko je enkrat rekel, da me nekako pusti, da se na skakalnici igram in da v bistvu razvijam tisto svojo tehniko. In ja, zdaj, ko za nazaj pogledam, to zelo cenim. Je pa tako, no, sigurno za najboljše uspehe rabiš nekaj talenta, brez trdega dela. Se pa že v prvi prepreki ponovadi vse ustavi in športnik raje zaključi. In tukaj se mi zdi, da sem jaz kar šla čez to, no, 2 poškodbe in ja, ni bilo lahko, ampak vedno me je nekako gnalo nekaj naprej, da pač še nisem vsega pokazala in da lahko, če imaš pač ob sebi tudi pravi ljudi. Ja, tudi te 2 poškodbi sta ti preprečili kar nekaj in sezon in mogoče dobrih uvrstitev, ampak kakšen šok je bil ob tisti prvi poškodbi? Kaj se ti je odvijalo v glavi? Ja, zdaj pred mano je imela sestra že poškodovano koleno in jaz sem takrat že, ne vem, kar nekako zdelo se mi je, da je nekaj tazgano. Bilo je pa v Predacu leta 2014 lih. Smo šli še na en alpski pokal, da bi se pripravili na mladinsko svetovno prvenstvo. Tako da v bistvu sem v poskusni seriji naredila malo slabši skok in sem prestala malo bolj tako, kot se prestane, če kdaj ni slih zadovoljen in da skočišče je bilo lih prav mehko oziroma nek splet zelo čudnih okoliščin, ker pač skok je bil dolg 90 metrov. Ja. In ja, koleno je popustilo, jaz sem potem se peljala v bistvu še v kahli dol in nekako padla šele potem v izteku. Po prvih preiskavah, ki so bile takrat narejene, je v bistvu bilo tako, kot da ni, ampak smo prišli potem do Jesenic, pa so kar rekli, ja, da je vez. Takrat je bila lih Varvara tudi ob meni so se solze pač itak usule. Vedela sem, da je bilo njej kar težko in mogoče se je takrat to potem kar naenkrat usul z mene. Je pa rekla, da mi bo pomagala, da me bo usmerjala in ja, tudi to se nekako pol uresničilo. Kaj pa pol ob drugi poškodbi? A si rekla, ne, že spet? Ali zakaj? Zakaj je to treba? Verjetno imaš 1001 vprašanje, zakaj se je tako zgodilo. Takrat ob drugi poškodbi je bilo zelo čuden. Jaz sem že v Premanonu začutila koleno na prvi tekmi, potem drugo odskakala do konca, bila 4. Vse skupaj se je malo umiril, potem pa pred državnim prvenstvom v Planici me je vsak skok nekaj kljuval. Ja, nekako. Zdaj ne vem, če bi takrat ustavila, če bi bilo kaj drugače, bi mi mogoče potem na Japonskem popustila, ampak bila sem zelo v formi. Po pač te prvi poškodbi je v bistvu prva sezona, da sem res prišla tako nazaj, da sem dejansko dobro skakala, bila fizično v redu in ni bilo lahko, no, ampak se pa tudi spomnim, da mi je takrat Zoran samo rekel, da pač se kratkoročni cilji spremenijo, dolgoročni ostajajo enako in zame je bilo takrat dovolj, da sem v bistvu že drug dan bila odločena, da pridem nazaj. Urša me je zadnjič omenila, da ti je prav ti veliko pomagala pri njeni poškodbi s tvojimi izkušnjami. Kaj bi rekla, je mogoče tudi ona tebi na nek način pomagala? Ja, v bistvu Urša je bila nek, kako bi temu rekla, nek vedno tako malo v zadju, ampak ona je po moje doma skozi delala in prišla na treningu močnejša. Jaz sem pač nekako si rekla, da kar vem, mi bom dala in v bistvu se mi zdi, da se je zelo lepo sešlo. Zelo podobna pot, tudi tista operacija je imela. Ja, Urša pa tudi vedno je bila nekako tako, vedno je vedela nekako kva reči ali pa kaj, tako kot tudi mogoče ti, no, oziroma si bila ti, si začutila, ko je bilo komu kaj težko in take besede ostanejo v spominu in ne pozabiš tega. A misliš, da
ne glede na to, koliko je hudo, ko se ti poškodbe zgodijo, ampak mogoče vsi tisti tekmovalci, ki se vam poškodbe zgodijo, da se mogoče bolj povežete kot ekipa v tistem momentu, ko se nekaj slabega zgodi. Ja, je kar zanimivo. Mogoče takrat tudi malo bolj občutiš. Tako, a ne, zdaj vsak dan hodimo na treninge, se ti zdi nekako vse samoumevno, vse fajn. Pa ja, se poškoduješ, pa kakšen mesec, dva te ni zraven in začneš pač stvar pogrešati. In dobre in slabe stvari pač. Vedno se nekaj dogaja in se mi zdi, da tudi potem, ko še dodatno nekako prejmeš neko podporo, je pa ja, nekaj posebnega in v bistvu iz tega vidika je tudi poškodba za neko rast, osebno rast, dobra. Pa da ne bomo govorili samo o poškodbah, se vrniva k tvojim vrhunskim rezultatom v mladinski kategoriji. Koliko imaš mladinskih medalj iz svetovnega prvenstva? Jaz mislim, da 8. Katera od 8 je tista, ki izstopa? Definitivno Liberec. Takrat je bilo ful fajn, tako kot v bistvu na vseh mladinskih svetovnih prvenstvih, ampak takrat sem bila še res spet tako mlada, da sem še z večjim veseljem vse dojemala. Tudi prva zlata. In je bilo zanimivo, no. Tako da jaz bi se kar za to odločila, čeprav to še vedno ne spreminja teže vseh ostalih, ki so bili. Ja, sigurno. Zelo težko je izbrati izmed vseh 8 oziroma tudi ostalih tekmovanj. Ni ravno vedno, da moraš kronati rezultat z medaljo ali pa s prvimi 3 mesti. Ampak a misliš, da mladinsko kategorijo enkrat prerasteš, ko dosežeš te rezultate v mladinski kategoriji in si pa rečeš, ok, zdaj lahko štartam na člansko, zdaj je ta moj cilj dosegljiv? Ja, jaz mislim, da je kar tako bilo. Zelo lepa osnova sem si naredila za naprej. Sicer je res, da tudi včasih potem si rečeš, ne vem, naprimer, v mladinskih jih imam 8, na članski pač zdaj 3, ampak to je izjemno. Eno z drugim pač daje ti potrditev, hkrati te pa žene naprej, tako da sigurno je fino, da si uspešen že v mladinskih kategorijah. Ok, sezona, ko si osvojila medaljo v Oberstdorfu, je bila zelo težka sezona in stresna sezona zaradi covida. Pa vseeno se ti je uspelo na tekmi zbrati in vse skupaj se je nekako poklopilo. Kaj je bila v bistvu tista prva stvar, ki ti je šla skozi tvoje misli, ko so ti obesili medaljo okoli vratu? Ampak veš, da se mogoče tega momenta, ko so mi dali medaljo, ne spomnim. Bolj so sveže, pa močna mogoče, tako se bom izrazila, tista čustva, ki so bila ob že prvo potrditvi, da bom dobila medaljo. Teh pač nasmehov vas, ki ste stale za ograjo in vedela, da sem takrat osvojila medaljo, ne bom pozabila. In v bistvu potem tisti objemi Sare takrat, ki je bila na vrhu, niti nisem mogla gledati, ker pač, ne vem, sem si rekla, jaz sem zadovoljna že s tem, ampak tako, kot da bi bil malo odsoten v tistih prvih 2 urah po osvojitvi. Ja, sigurno si prejela veliko emocij, veliko nekega dogajanja v tebi noter. Ampak si se mogoče zavedala, kako velik korak oziroma kako velik je pomen tega tvojega dosežka za ženske skoke v Sloveniji in v bistvu za ženske skoke nasploh? Ja, tega se po moje še zdaj ne zavedam. Pač vedno smo v športu in težiš še v osvojitvi, ampak meni je ta naslov tako, ja,
ne vem, všeč mi je. No, pač. Sem pa vesela, no, da sem imela že predtem take tekmovalke, ki ste že prej kazali, da je vse skup možno. Kako ti je bilo pa težko nastopati na domačem svetovnem prvenstvu v Planici? Jaz sem to še lepo za nazaj videla, da je bilo to kar stresno, no, v bistvu bolj zaradi tega, ker nekako vsak skok te sprašujejo, kako je bilo, kaj pričakuješ in moraš biti res zelo trden, da se pač ne zgubiš iz tistega svojega fokusa, ki ga imaš in pač da slediš neki liniji. V bistvu ni bilo fajno, ker pač ni bilo medalje ne na manjši, ne na večji, čeprav bi bila na večji kar zelo dosegljiva, sploh v formi, s katero sem prišla na svetovno prvenstvo. Tudi skakalnica je meni osebno kar fina, ta velika. Ja, ampak sem si rekla, da pač vsaka šola nekaj stane in v bistvu nisem neke velike drame delala in sem ta zagon raje potem za rojer in celotno norveško turnejo uporabljeno. No ja, roko na srce, pritisk domačega prvenstva je bil zelo velik iz vseh strani. Vsi so pritiskali na medaljo, brez da bi mogoče pomislili, kako je samim tekmovalcem. Vsaj meni iz zunanjega vidika se je skozi zdelo, da mogoče je bilo vseeno preveč pritiskano v same tekmovalce. Ja, zdaj tle sta dve zgodba, ne? Pač fantje so res izjemno odfunkcionirali, tako da so mogoče ta pritisk malo drugače dojeli in ga dejansko v svojo prid. Tako da tukaj jim samo kapo dol, meni je bilo tako užitek to gledati. Ja, mi pa res nismo tam odfunkcionirali. No. Moja sezona je bila že takrat najboljša. In ja, sem nekako tudi pristopila k temu podobno kot v Oberstdorfu, ampak se spomnim, da me je kot nekaj vlekel nazaj. V bistvu na tekmi, ko bi mogla biti najbolj živčna v celotni sezoni, sem bila prazna. Jaz sem se vedno vsak skok še zahvali na prejšnjih tekmah tresla in je bil adrenalin, tam pa kot da bi me eno ugasnil. Pač nekaj ni bilo in se pač je tudi rezultat pol tako pokazal in smo prespali. Vsi smo ljudje, pač enostavno se ti enkrat naredi blackout in mogoče v tistem trenutku se ga niti ne zavedaš čist. Ja, sigurno ne, pač to prije potem za tabo, ko malo razmišljaš, mogoče malo primerjaš. In ja, so ostali napadli, mi smo pa... Seveda vsak tekmovalec želi biti najboljši. Sploh doma verjetno te hotele raztrgati vsaj. Ja, ampak pač nažalost ni šlo, pa vseeno. Kasneje v Vikersundu z ženskim rekordom, kako bi komentirala mogoče prve polete in tvoj najdaljši skok? Če začnem, smo ta prvem dnem je v bistvu odpadel zaradi slabega vremena. In jaz sem bila kar vesela takrat, ker je bila sama rojer turneja že takrat zelo naporna. Dan za dnem skačeš, potuješ. In se mi zdi, da sem potem naslednji dan z večjo energijo šla tja, oziroma kot bi šla tisti dan, ko je odpadel. Spet je bilo tako, da smo v bistvu ena za drugo navijale, skupaj smo držale. In zelo bi pohvalila vse skupaj, samo organizacijo, res so imeli vse skupaj pod kontrolo. Mi smo pa nekako samo mogli tiste svoje skoke, polete pokazati. Drugače pa sigurno je bil zelo velik respekt pred skakalnico, letalnico. Me je pa nekaj zmotilo oziroma začudilo. Ko sem prišla gor, nalet ni bil toliko velik, kot sem si mislila, da bo. Pač del za leteti je ogromen, tudi ko se peleš z vlečnico pa gledaš, to je
res drugače kot na drugih skakalnicah. Na led pa ne, naprimer zdaj, ko sem prišla v Garmisch, sem bila kar tako, so to pa že skoraj malo, ker sem podoben. No. Tako da, ja, overall zelo lepa izkušnja in neponovljiva, no. Čistko, ker pač tisto je bilo res prvič. Ja, Zoran mi je povedal, da si bila zelo sigurna in je rekel, da zelo fokusirana in da si rekla, jaz grem 200 metrov. Ja, sama pri sebi sem si takrat za skok. Mogoče ne grem 200, ampak prvi skok se spomnim, da sem imela še en malo bolj počasen dres gor, mečkim greš na easy, ne delaš nekih konkretnih gibov, no, pač malo na mehko. Za drugega sem pa si rekla, ok, če sem šla zdaj s takim skokom, s tem dresom tok, dajmo pa drugega malo riskirati. In ja, tukaj se mi zdi, da je bila tista razlika. Skok je bil prvi čez 200, je bila dila kar nizka čez puku in nekako sem potem letela, na koncu pa še malo noge gor potegana, da sem se zazihara, da je šlo čez 200. No. Kateri trenutki v dosedanji karieri so ti bili pa najtežji, poleg tvojih poškodb? Kaj je bilo tisto mogoče, ko ne bi ponovila ali pa ko bi mlajšim rekla, da raje izberejo drugače? Ja, jaz mislim, da sem bila zelo tako usmerjena, pač glava naprej, črta pa nič drugega. Tudi, ja, veliko ljudi je pač to opazil, da sem imela res tiste cilje zelo čiste, zelo veliko stvari sem dala na stran, naprimer veliko teh športnih dnevov, vsega druženja se nisem udeležila, ker pač sem šla raje na trening. Zdaj verjamem, da to jih tudi še veliko dela, ampak se mi zdi, da saj tista osnovna šola, no, da je fino, da daš te stvari čez. Valeta, ples, maturantski ples, take stvari mi manjkajo in ja, meni je malo žal, ker se mi zdi, da se mi to ne bi toliko poznala, kot sem se jaz mislila takrat, da se mi bo. Bi mogoče bilo taj dolgoročno sigurno boljše. Tako da to, drugače pa bi sam rekla, no, da ni vsaka stvar tako slaba, ki se takrat zdi, da je včasih fino malo odpreti oči, dejansko poslušati tistega, ki ti da na svet, ti želi dobro. Pa, če je še kaj tazga. Ja, ko bi temu rekla, vedno nekako sledi tvojim ciljem in ko si na dnu, pa se zavedaj, da si lahko boljši, pa pej naprej in vztrajaj čistko. Dober nasvet za naše mlade nadobudne skakalce in skakalko in oziroma vse mlade, ki se odločajo v smeri športa. Zdaj se pa vrniva na Ljubno. Kdaj je bil tvoj debut tekme na Ljubnem? Ja, jaz sem debitirala leta 2011 na bil celinski pokal je bil takrat. In ja, prvi skok klasično, večkrat slabše, drugi potem super. In ja, lep rezultat, naslednji dan pa še lepši. Tekma je bila nočna, že v tistih časih je bilo veliko gledalcev, pa tudi ekipno je bil lep rezultat in zame kot novinko, ja, je tako, kot da bi te postavil v neko igralnico, zdaj se pa igraj, imej se fajn, super je bilo. Ne moremo reči, da si bila ravno zraven začetka oziroma začetnega razvoja, ampak vseeno si od začetka v svetovnem pokalu. Kako ti, če se mogoče postaviš malo ven da si zdaj tekmovalka, kako vidiš ti razvoj ženskih skokov? Ja, jaz sem prišla takrat zraven, ko je bil glavni trener, mislim, da še celo Primož Rihli, kasneje Matjaž Triplet. Sploh Matjaž se mi zdi, da je ene stvari zelo postavil v bistvu nekako
pota profesionalizma. Tudi takrat so se pol že začele te promocije, snemanja. BTC je zelo veliko vložil in tako, kot je Urša rekla, ja, se tudi jaz spomnim, ko so nas takrat dali tisto halo in smo šli po nakupih, pa si bil kar gor in... A si bila tako, no, to nisem. Ja, skoraj, ja. Nismo bili navajeni. Ena slika sploh je bila res velika in punca na skakavka je gor. Potem pa v bistvu, ja, smo bili zelo sploh Slovenka, res močna ekipa in skupaj smo nekako peljali ta voz naprej. Najbolj seveda je pač potem prišlo vse skupaj s svetovnim pokalom. Gledanost je šla gor, olimpijske igre. Ja, seveda pa najbolj so potem vsi ti uspehi pripomorali. Se mi pa zdi, da gre zelo lepo naprej v nekaterih stvarih, nadpripočevanjih, v nekaterih pa bi se lahko še kaj premaknilo. Kaj pa sama tekma doma, spodbuda tvojih, pač nasploh, da nimaš feelinga, da nastopaš nekje v tujini in ti je ful težko, ker ni nobenih tvojih podpornikov, recimo na Japonskem, tja, ki potujete na naslednje tekme, doma pa tista gruča ljudi od spodaj v stekel, ki te čaka. Zanimivo je, v bistvu, če narediš svoje skoke, je sploh fajn, če pa narediš malo slabše, pa priješ dol, pa rečeš par besed, pa se ti vse skupaj ne zdi več tako slabo. Pač, lažje je, no. Lažje preneseš in uspehe in neuspehe. Je pa tisto občutek, ko se usedeš na rampo in vse začne kričati pač tak, da dejansko ne moreš nič kaj razmišljati in se samo spustiš. In to je za skoke dostikrat zelo prav. Sploh se mi zdi, da v bistvu ta skakalnica na Ljubnem ni zdaj, da bi nam po profilu toliko strezala, ampak bolj zaradi tega vzdušja, ker te dejansko vse skupaj ponese naprej. Ok, če ti rečem svetovni pokal Ljubno 2024, kaj se ti pojavi pred očmi? 2000 gasilcev. Res... Ko me čakam, da to vidim, upam, da se jih res čim več udeleži. Po moje bo noro, no, upam. Najslabši spomin z Ljubnega? Mislim, da je kar poškodba Urša Bogataj. Ja, lani je bilo kar malo turobno pol, tako da kar to. Ampak kot je Urša povedala, vsaki stvari nekaj dobrega. Ja. Najboljša stvar? Iz Ljubnega? Ja. Zmaga ekipno, definitivno, z naskokom. Ampak če bi bili takrat gledalci? Ne vem, če bi sploh na naslednji dan na tekmo prišel. Hecam se, pač super je bilo. Tista tekma, ja, tako kot sta že z Uršo govorila, skozi se nam je nekaj izmuznali. Lansko leto, pač prejšnje pred to zmago, šlo še za čist mal, potem smo jih pa kar deklasirali in je bilo fajn. Torej, vse vabiva na Ljubno, na ogled tekme zadnji vikend v januarju. Definitivno. Zelo lepo se ti zahvaljujem, da si vzela čas in me sprejela v svoj dom in ti želim veliko dobrih uspehov na Japonskem in pa seveda najboljšega, ko priješ domov. Hvala, zelo mi je bilo veselje. Nisem mislila, da je zdaj tole že konec, hiter je minil in prav fleten je bilo poklepetati s tabo. Tudi tebi želim vse dobro. Zdaj, če imaš slučajno še kaj zapovedati, lahko poveš. Pa dajmo zdaj še na skakalnic naprej govoriti. Velja, zmenjeno. Hvala. Najlepša hvala, ker ste nas spremljali, kot pa veste, vsak ponedeljek in pa še enkrat vas lepo vabimo na tekmo zadnji vikend v januarju.